In tam na Portugalskem sem najdel tudi korenino, ko imam to gorobešeno. In sem jo dal v katrco takrat, kao za srečo. Malo bolj dolga je še bila, tam to se je zlomil. In zdaj to koreninico prenašam iz avta v avto. Za srečno vožnjo. Nisem se kaj ekstra spraševal, zakaj glasba, pač enostavno mi je bila všeč. Ni me bilo treba niti prositi, da delam, ali pa da grem vaditi. Prej so me prosili, da ob 10. zvečer končam, da ne igram več. Ne moreš pričakovati zdaj, da boš takoj v štartu dobil pa ne vem kaj vse, a ne. Dokazati se moraš malo s tem delom. Pa zdaj, če že delamo več kot 20 let, se ne znamo iti. Jaz sem prepričan, da veliko ljudi imajo ogromno, ful več koristi od mesta, po mojem. Zato, ker so pač tam se okoli šunjali, okoli tistih tipov, pa hodili na te prireditve, pa vinček pili, pa ne vem kaj še vse, a veš. Zdaj pa kaj bom jaz tam, ne vem, sedel tam pred pisarno, pa čakal na ne vem koga. To je brez veze. Poklic ali pa življenje glasbenika ima svoje pluse pa minuse, a ne. Prideš včasih pozno, tako včeraj, ko smo bili v Mariboru na Lentu, prideš ob 2, pol 3, pol je danes nov dan, ko imaš že nove obveznosti, pač moraš vstati malo zgodaj, ali pa si rečeš, bom vstal pol 8, pa je to za marsikoga že ful pozno, a ne. Ampak večina ljudi tudi konča službo v petek ob 1, 2 ali pa 3, ko se še večkrat šele tvoja služba začne. Jaz temu ne morem reči služba, ker v glasbi denarja ni, a ne. Mislim, razen če si se odločiš, da greš v komercialno glasbo s tem namenom. Ampak če si pa malo bolj smotan, tako kot sem jaz, ko se ne znam iti komercialne glasbe, enostavno me ljudje vprašajo, zakaj pa ne bi ti igral v enem ansamblu, pa na ohcetih, pa mama mi je rekla večkrat, da bi bil Oliver Dragojevič, on zna fajn špilati klavir, pa poje, pa Rok Kosmač tudi poje, pa klavir špila. Enostavno ne znam. Mislim se, mogoče bi znal, če bi se lotil, sam ne čutim, a ne. Ne čutim tega in je to, pol se življenje glasbenika malo zaplete, kar se tiče samega stanja finančnega in vsega skupaj. Večkrat slediš srcu in premalo slediš razumu in pol pač greš tudi in rečeš sam, ker ti je fajn, grem pa špilam, pa ajde bo pa že. Pa greš večkrat za neki mali gnar in pol takle flikaš. Je pa po drugi strani seveda ful zabavno, zato ker spoznaš ogromno ljudi, dinamično je, si v samem središču dogajanja, nisi tam za ograjo pa gledaš nastopajoče, ampak si ti tisti, ko ljudem nekaj daš in ti je fajn, da lahko daš tisto, pa ne direkt tisto, kar oni hočejo, ampak ko čutiš, da sprejmejo tisto, kar ti hočeš izraziti. Ne pritegnemo zdaj seveda množic splošnih, ne vem, ampak pride na naše koncerte od 50 do 200 ljudi, lahko tudi manj kot 50, lahko tudi 1000, če smo na kakem festivalu. In vedno se najde kdo, ki pride ves ganjen ali pa te preseneti z odzivom, ko si ga ne znaš predstavljati, pa lahko je to starejša oseba, ko se ne bi mogel misliti, ne vem, 70-letna stara gospa v enem klubu v Londonu, kjer smo že igrali parkrat. Lani je tista ženska ni mogla, vstala je in plesala je na našo glasbo, žurka je bila na našo glasbo, kar ni glih pogosto, a ne. Mi smo tam masturbirali vsak za svojim inštrumentom, ona pa, 2 sta bile, prva vstala, pa druga vstala tam za ono mizo in sta plesali, čiste. Pa smo se vsi gledali, pa smo mislili, wow, te 2 pa res čisto odfukali, a ne. Pa tako, kaj smo sprožili s tem in to so neki momenti, drobceni momenti, ki ti poplačajo ogromno tistega truda, ki je odzad pa dela, ne vem, tudi to, ko se sedeš v avto in se peleš 30 ur, da priješ v tisto Anglijo, kamor zadnje čase malo več zahajamo, spiš na parkiriščih, si zmatran, utrujen, je vroče, cel zjeban priješ tja in pol ti en tak drobec reče, evo, za to se je splačalo.